namreč o Maksimu Gorkem, o dramatiku, ki ga razumemo kot tega glavnega dramatika ruske revolucije, glavnega predstavnika socialističnega realizma, z tem dejstvom, da so socialistični realizem definirali šele leta 1934, on je pa že leta 1936 umrl. Tako da na nek način je bil to nek primer, ki so ga za nazaj določili kot tistega emblematičnega predstavnika in stvar je še kar problematična. Tisti tekst, ki ga bo drama uprizorila naslednjo soboto, ima naslov Otroci sonca. To je drama Maksima Gorkega, ki je nastala na začetku njegovega opusa leta 1905. Bila pa je uprizorjena samo enkrat v Sloveniji, in sicer leta 1975. Obstaja pa ena zanimiva usporednica z takratnim repertoarjem in letošnjim repertoarjem. Jože Javoršek je namreč leta 1975 napisal, da gre za posrečeno repertoarno potezo z Otroci sonca, ker saj prva predstava v takratni sezoni, torej Brechtova opera za 3 groše, prav Javoršek prikazovala ljudi iz dna in ti slabi ljudje naj bi v nas prebujali revolucionarno željo po spremembah. Druga predstava Gorkega Otroci sonca pa prikazuje svetli svet, kakršen naj bi za vse ljudi nastal po velikih jezah, se pravi po velikih spremembah. Letošnji spored je zadeve obrnil, najprej gremo v svetle ljudi, kakor pravi Javoršek, in potem bomo v nadaljevanju videli tudi Brechtovo opero za 3 groše, ki se tudi ukvarja z nekim socialnim dnom. Ali je bilo to povsem zavestno ali ne, skratka po 50 letih 2 drame v isti sezoni. Kot že rečeno, Otroci sonca so bili uprizorjeni samo enkrat, zato sem se odločil, da bom v to svoje predavanje vključil še eno delo Maksima Gorkega, ki je drama Na dnu, ki je bila pa med njegovimi deli največkrat uprizorjena kar 10-krat na Slovenskem, od prve uprizoritve leta 1904, samo 2 leti po krstni uprizoritvi v Moskvi, pa vse do leta 2005. No, tiste vprašanja, ki se nam zdaj postavljajo, so sledeča, torej kako se je spreminjal uprizoritveni pristop k Na dnu in Otrokom sonca Maksima Gorkega, kakšna je bila njena recepcija in ali je ta avtor socialističnega realizma ohranil aktualnost vse do danes. Še preden se pa zapodimo v same uprizoritve, si poglejmo, kakšni sta pravzaprav obe drami. Tukaj imamo naslovnico prevoda drame Na dnu, ki ga je naredil Franko Bal leta 1903. Vedeti moramo, da je Gorki to dramo napisal leta 1901 in 1902. Leta 1902 je Stanislavski uprizoril v moskovskem umetniškem gledališču in že takoj naslednje leto se je Franko Bal toliko navdušil nad tem tekstom, ki je bil med drugim predstavljen tudi v Nemčiji, da je prevedel celoten tekst, in sicer v 4 zvezkih, ki jih imamo tudi v naši knjižnici, kar me je Katarina prijazno opomnila. In na podlagi tega prevoda že leta 1904 dobimo tudi prvo slovensko uprizoritev. Torej, Maksim Gorki je dramatik, ki izhaja iz družbenega dna. Se pravi, bil je delavec oziroma revež v carski Rusiji, to revščino je nekako okusil na svoji koži, ta okolje je zelo dobro poznal in ves čas je pisal o tem okolju oziroma o odnosih med družbenim dnom in drugimi družbenimi skupinami, naprimer v Otrokih sonca med družbenim dnom in intelektualci. Drama Na dnu predstavlja portrete tako imenovanih bosjakov, družbenih obstrancev, ki živijo v skrajni bedi pri Mihajlu Ivanovu Kostiljovu in njegovi ženi Vasilisi Karpovi. Ta dva sta sicer tudi bolj ali manj revna, ampak vendarle malo bolj stojita kot vsi ostali in te reveže izkoriščata, te svoje najemnike. Te pa so različni liki, od prestopnika Vaska Pepela, obrtnika Klešča,
njegove umirajoče žene Ane, zapitega igralca, propadlega barona in tako dalje. Od vseh se loči Romar Luka, ki predstavlja novega človeka. Človeka, kot pravi sam, ki ga je življenje tako močno gnetlo, da je postal mehak. V vseh vidi nekaj dobrega, v vseh vidi nekaj človečnost in dramskim osebam daje moč in optimizem. In ta optimizem v besedi satin v osrednji repliki v 4. dejanju, ki gre takole. Človek je svoboden, za vse plača sam, za vero, za nevero, za ljubezen, za pamet. Človek plača za vse sam in zato je svoboden. Človek, to je resnica. V tej repliki na nek način najdejo interpreti tega novega človeka, to upanje v neko prerod družbe, v iskanje svobode posameznika. No, vendar pa ta ideja o prikazu nekega sveta na margini in novega človeka nista bila dovolj za dramsko zgradbo oziroma za dramsko dejanje. Zato je Gorki celotno dramsko dejanje zasledoval na ljubezenski intrigi. Ta se plete pa v ljubezenskih trikotnikih in sicer Vaska Pepel je mlad in postaven kriminalec, v katerega je zaljubljena Vasilisa, torej žena Kostiljova. One pa sta imela nekoč razmerje, zdaj pa Vasko Pepel se premislil in bi rad imel razmerje z Natašo, z njeno sestro, rad bi odpeljal iz tega nemogoče situacije nekam drugem. Vasilisa pa je seveda močno ljubosumja, želi si tega mladega, lepega ljubimca in ga nagovarja k temu, da bi ubil Kostiljova, se pravi njegovega želja. Na koncu se zgodi pravzaprav neko naključje, ko Vaska Pepel v prepiru dejansko ubije Kostiljova, kar Nataša razume kot, da je naredil uslugo Vasilisi, zato ga zapusti, Vasilisa pa se ravno tako premislil in ga naznani policiji. Se pravi, stvar je tukaj melodramatična in banalna, čeprav pravzaprav govori celotna drama o neki družbeni freski. No, otroci sonca imajo nek podoben problem oziroma neko podobno dvojnost. Napisal jih je 3 leta kasneje, leta 1905, ko je bil zaprt v Petropavlovski trdnjavi, to je bil najbolj varovan ruski zapor za politične zapornike in v tej drami oriše odnos med izobraženci in ljudstvom. Na eni strani imamo bogate izobražence, kemika Protasova, slikarja Dmitrija Sergejeviča Vagina, veterinarja Borisa Nikolajeviča Čepurnoja, Protasovo sestro Lizo, ki vsi iščejo smisel, bodisi v raziskovanju sveta ali pa znanosti, bodisi v iskanju nekega občutka, tako kot Liza. V teh prizadevanjih so popolnoma pasivni in zelo podobni junakom Čehova, ki je bil tudi vzornik Gorkega. Oni čakajo, da se bo nekaj spremenil, živijo v popolni melankoliji. In oni so otroci sonca. Na drugi strani pa so predstavniki ljudstva, neuki, preprosti, rahlo nasilni. Naprimer, ključavničar Jegor, hišni Fima in Luša, Pestrna Antonova. Med temi dvemi skupinami vlada prepad. To se pravi, te bogataši pravzaprav služabnikov ne opazijo, imajo jih za ljudi, ki so jim potrebni le za izpolnjevanje njihovih potreb. Na drugi strani pa so tako imenovani ljudje zemlje, to so te nižji sloji, ki jih zaznamuje jeza in porajajoči se upor. Na koncu, ob epidemiji kolere, napadajo zdravnika, prepričani so, da gre za manipulacijo, za laž, ki še dodatno na nek način ovira te ljudi zemlje. Ampak Gorkemu se tudi tokrat zdi, da je ta zgodba pravzaprav, da ni dovolj za samo dramo. In spet išče rešitev v raznih melodramatičnih ljubezenskih zapletih. Tako je Protasov slep za ljubezen in je popolnoma predan kemiji oziroma znanosti. Ne opazi, da njegova žena išče novo ljubezen oziroma ljubimca v slikarju Vasinu in on je to ljubezen vrača. Ne reagira na dvorjenje bogate vdove
Melanije, ki mu ponuja ne samo svojo ljubezen, ampak tudi veliko denarja. Čepurno je zaljubljen v sestro Protasova Lizo, ki ga zavrne, kar ga, to zdaj ne bom mislil, da boste videli v soboto. Skratka, zgodi se nekaj, zaradi česar so vsi pretreseni in kar naenkrat Jelena Nikolajevna spozna, da njen ljubimec Vagi ni rešitev, se vrne k Protasovu, vsi so na koncu srečni, skratka, konc je skrajno banalen, ljubezenski, melodramatičen. No, ob teh dveh skupinah se pojavlja pa še sloj povzpetnežev, ki ga predstavljata Nazar Avdejevič in njegov sin Misa. One dva nameravata zgraditi kemijsko tovarno in bi rada prepričala Protasova, da bi postal uporaben, da bi skratka ima svojo kemijo pomagal, da bi zaslužila, česar on seveda noče, ker se predaje čisti znanosti in seveda noče imeti nič s to golo uporabnostjo. In četrta skupina, torej revolucionar, ključavničar Jegor kot znanilec družbenega upora. To je v obeh dramah je prisotna ta ideološka teza razrednega boja, pričakovanja, revolucije, nekega obrata, novega človeka, ki pa je hkrati veliko manj eksplicitna kot v kasnejših agitkah, ki jih poznamo recimo iz prvih povojnih let tudi v Sloveniji. Zaradi tega se zdi, da bi te drame lažje preživele neko daljše obdobje, hkrati pa seveda imajo te melodramatične ljubezenske zaplete, ki se zdijo nekoliko bližje eni bulvarki oziroma nekim nižjim dramskim žanrom. Poglejmo si, kako je to izgledalo ob samih uprizoritvah. Imamo kar 5 predvojnih uprizoritev, kot sem že rekel, prva je bila že leta 1904, praktično ni bilo zamudništva, 2 leti po svetovni praizvedbi v Moskovskem umetniškem gledališču jo uprizorijo v ljubljanski drami in sicer jo postavil češki režiser Jaroslav Tišnov. Zakaj pravzaprav sploh pride na repertoar? Eno razlago daje Janko Kos leta 1975 v pregledu repertoarja ljubljanskih gledališč in prav takole. Pogled na repertoarje iz prvih desetletij tega stoletja, ko je bilo ljubljansko repertoarno gledališče pretežno liberalna meščanska ustanova, ali pa iz 30 let, ko se je že usmerilo v levo, kaže, da je bil za njegovo podobo odločilen prav ta tok evropske dramatike in v mislih ima realizem, naturalizem. Ibsna, Strindberga in očitno tudi Gorkega, ki je zelo blizu Čehovu, hkrati pa ima to liberalno poanto. Uprizoritev Gorkega je torej spradala v repertoarni mainstream, ni pa bila popularna. Repertoar navaja le premiero in eno samo ponovitev, ki se je zgodila 27. oktobra 1904. Naslednja uprizoritev je iz leta 1911 in sicer zgodila se je v Trstu 17. decembra 1911. Režiral je Leon Dragutinovič, ki je v prvi uprizoritvi leta 1904 igral igralca. Šlo je za prvo obdobje tržaškega gledališča, ko je leto še delovalo v Narodnem domu pred požigom in je šele postavljeno na noge gledališko življenje Slovencev v Trstu. Po Trstu se na dnu spet seli v Ljubljano in Maribor. V Ljubljani jo ponovno uprizorijo 7. januarja 1920, tokrat režira Josip Osipovič Šuval. Tokrat je uprizoritev bolj popularna, repertoar beleži 10 ponovitev. Zanimivo pa je, da ste se nam iz te uprizoritve ohranili 2 scenski skici Vasilija Uljaniščeva. To je bil ukrajinski scenograf, ki je, ne vemo zakaj, pravzaprav v teh 20 letih prišel v Ljubljano in je tukaj ustvaril 2 scenografiji. Očitno za Na dnu leta 1920. Ana Kocijančič, ki je napisala knjigo o slovenski scenografiji, pravi, da sta ta 2 scenska osnutka pravzaprav najstarejša ohranjena scenska osnutka pri nas.
in pa scenografijo za zločin in kazen Petra Krasnopolskija v režiji Bratka Krefa leta 1923. Potem Uljaniščev za 7 let zgine iz ljubljanske scene. Ana Kocijančič bi verjetno vedela tudi zakaj, mislim, da predvideva, da je šel nazaj v Rusijo in se vrne v 30 letih, leta 1930 in je v celem desetletju zelo prisoten v slovenskem gledališču, se ustvari kar 54 scenografij v teh 10 letih. No, tukaj vidimo te dve skici. Prva je za sceno v prvem, drugem in četrtem dejanju, kjer gre za ta zaprt prostor pri Kostiljovu. Tukaj je seveda odprt, da ga lahko mi gledamo, je pa ves čas nekak nizek, pritisk k tlom izkazuje to revščino. In pa drugi prostor, kjer gre pa za eksterier, v tretjem dejanju gre za prostor med hišami, se pravi pred to kletno rezidenco pri Kostiljovu in ostalimi nekim revnim predmestjem nekje v Rusiji. Okay. Druga uprizoritev iz leta 1920 pa se je zgodila v Mariboru. Torej, 25. junija istega leta 1920 je bila premiera te uprizoritve v Mariboru, ki jo je režiral Hinko Nučić, prej nosilec gledališkega življenja v Ljubljani, se potem preseli v Maribor in jo uprizori na koncu prve sezone mariborskega gledališča. Ta uprizoritev je bila popoln fiasko. Danilo Gorinšek se spominja, da je bila odigrana le 3-krat, se pravi premiera, ena ponovitev v tisti sezoni in ena ponovitev v naslednji in najde razlik v sledečem. Da je Nučić tisti čas komaj pred nekaj meseci skrpal prvi slovenski mariborski ansambl, v katerem je bilo res da nekaj starejših in kakovostnih igralcev, večina pa je bila začetnikov, sicer nadarjenih, vendar brez vsakršnih odrskih izkušenj. Nekaj je bilo pa tudi amaterjev. Ob takih homogenosti ansambla seveda tudi največji mojster ne more ustvariti umetniško izravnane uprizoritve in vzdušja, kot ga mora izžarevati tako delo, kot je Na dnu, zapiše. Ampak ta fiasko seveda Mariborčane ni povsem odvrnil od Gorkega, ponovno so se ga lotili leta 1940, ko pa je bila zgodba popolnoma drugačna. Takrat je režiral hišni režiser Jože Kovič, premiera je bila 29. oktobra 1940, se pravi praktično tik pred drugo svetovno vojno. Kovič je v celih 30 letih odločilno pripomoril k dvigu kvalitete mariborskega ansambla in je prav z Gorkijevo dramo Na dnu dokazal to kvaliteto. Danilo Gorinšek, ki je v prizoritvi igral Satina, se spominja, da smo vadili, na primer, spopad ob koncu tretjega dejanja do polnoči in še čez. Vsakemu igralcu je bila vsakokratna akcija in reakcija, kretnja in pozicija na odru odmerjena skoraj do centimetra, zakaj vsak izkušen gledališčnik ve, da v množičnih prizorih vsako samovoljno izstopanje poruši celoto. In uprizoritev je bila velik uspeh. V dobrih 2 mesecih so jo odigrali 13-krat, 9-krat so razprodali dvorano izven abonmaja. Kritiki so se izražali v superlativih. Govorijo o zaslugi režiserja za, citiram, sijajno izvedbo nekaterih zelo močnih prizorov, spopad konec tretjega dejanja. Potem govorijo o Lukovi dobroti, ki prehaja na gledalca s tisto nedoločljivo močjo, ki je dana samo polnokrvnim umetniškim stvaritvam. France Vodnik pa pohvali igralke, še posebej Elviro Kraljevo v vlogi Nastje, saj je, citiram, pokazala smisel ne le za zunanjo podobo, ampak tudi za notranjo poglobitev. Ampak največji uspeh mariborske te postavitve pa je bilo gostovanje v Ljubljani. Namreč, mariborsko gledališče je v tem predvojnem obdobju veljalo za drugorazredno gledališče. Ljubljančani so ga nekoliko pokroviteljsko obravnavali, potem pa so Mariborčani izvedli 2 gostovanji. Prvo leta 1939, ko so v Ljubljani gostovali s Cankarjevim kraljem na Petajnovi in že opozoril nase, tudi takrat je režiral Jože Kovič, 2 leti kasneje, 23. januarja 1941, pa so gostovali z Gorkijevo dramo Na dnu. In Danilo Gorinšek se spominja,
citiram, da je razpoloženje v do kraja napolnjeni hiši prekipelo do frenetičnih ovacij. In na koncu predstave se je zastor dvigal in padal tolikokrat, kot se to v Ljubljani še ni zgodilo. In kar jih je najbolj navdušili ljubljanski igralci, so jih začeli imeti resno in so se začeli spoštljivo do njih obnašati. Žal, le nekaj mesecev kasneje, ko je prišlo do nemške okupacije Maribora, je ugasnilo tamkajšnje gledališko delovanje v slovenščini in je na dnu ostal pravzaprav vrhunec predvojnega mariborskega gledališkega dogajanja. Tako, tukaj je nekaj fotografij iz leta 1940. Da vidite, kako je to izgleda. Zdaj pa se že selimo v povojno obdobje. Torej, Gorki je takoj po vojni veljal za tistega avtorja, ki je seveda najbolj zaželen. To je tretja izdaja v knjižnici Slovenskega gledališča in to je prevod drame Gorkega Na dnu. Opremljen je z režijskimi opombami in z spremno besedo Bratka Krefta, v kateri on med drugim pravi sledeče. Vodstvo knjižnice Slovenskega gledališča bo skrbelo, da bo v svojih izdajah nudilo zbor najboljših in najprimernejših dramatskih del, tudi iz drugih književnosti. Gorkega Na dnu častno odpira vrsto takih del. Ampak uprizoritev v prvih povojnih letih ni bilo. Ta uprizoritev v Kranju iz leta 1953 je šele druga uprizoritev Gorkega Na dnu v celotni Jugoslaviji po drugi svetovni vojni. Zgleda, da je Gorki vendarle bil premalo agitacijski, premalo jasno ideološki, da bi ga takratna oblast ali pa gledališčniki sprejeli. No, je pa nekako logično, da so v Kranju v drugi sezoni, ko je Kranj postal profesionalno gledališče, takrat ga je vodil Herbert Grün in sodeloval s stalnim režiserjem Dinom Radojevičem, da so repertoarno zbrali Gorkega kot enega od tistih avtorjev, ki naj bi bil pogodu seveda tudi takratni ideologiji. No, vendar pa sta Radojevič in Grün ustvarjala nekoliko drugače, se pravi, nista hotela iti povsem v ta realizem, naturalizem, ampak sta si zamislila nekakšen modern teater v spoju naturalizma in simbolizma. Primož Jesenko prav takole. Ustvarjala sta spoj psihološkega realizma igre, ekspresivne poezije scenske luči in funkcionalno stilizirane scenske podobe. In nekaj podobnega prav Herbert Grün v gledališkem listu, ko je izpostavil 3 temeljne načela interpretacije Na dnu, pravi. Prvič, naturalizem zunanjih oblik življenja, naturalizem govora. Drugič, romantični idealizem filozofije in čustvovanja. In tretjič, štimunga socialnega dna v deželi največje revščine, v deželi najbolj vročega fanatizma in najbolj brezbrižne lenobnosti. In v tem spoju naturalizma in simbolizma iščeta pravzaprav modern teater. Ta uprizoritev je bila pravzaprav zelo uspešna. V kritikah beremo, na primer, uprizoritev Gorkega more veljati celotnemu ansamblu Prešernovega gledališča in vsakemu posameznemu igralcu kot merilo vzvišeno stališče za določanje položaja. Vsakdo je lahko pregledal dobršen kos poti, ki je za nami od prve predstave poklicnega teatra. Vsakdo je tudi moral videti pred seboj še daljšo naporno pot do cilja. V Slovenskem poročevalcu je šla prav tako navdušena kritika, ki je omenja tudi to, da je tole še druga povojna uprizoritev tega dela v Jugoslaviji. Prva je bila istega leta, torej leta 1953, 16. januarja v Jugoslovenskem dramskem pozorišču v Beogradu. V celoti oceni uprizoritev kot zelo živo in, citiram, in ker je živelo, je razumljivo, da ta odrski opus ni imel skaženih delov. Igra, režija, scena, kostumi, maska, vse je bilo ubrano v več ali manj skladno celoto.
kljub temu je imel nekaj manjših pripomb. Ampak tisto, kar je bolj zanimivo, je pa to, da je, kljub temu, da so kritiki to ocenili kot velik uspeh, da sta Green in Radojević pravzaprav videla to kot napoved nekega modernega teatra in uspeh kranjskih gledališčnikov, je pa Boris Ziher, ki je bil takrat glaven partijski ideolog, pravzaprav to izbiro v celoti odklonil. Na kongresu SZDL je govoril o pokrajinskih gledališčih in Primož Jesenko ga citira takole. Če gledamo repertoar teh gledališč, bomo videli, da stalno iščejo stvari, ki so neaktualne, umetniško problematične, čeprav smo prepričani, da bi lahko iz prostega repertoarja ter iz pretekle in sodobne dramatike lahko našli dosti boljše stvari. V Kranju so na primer uprizorili Gorkega dramo Na dnu. Gorki ima mnogo dram in katerokoli bi vzeli, bi bila boljša kot ta, ki je popolnoma odmaknjena od naše realnosti. Primož Jesenko celo videl v tej izjavi napoved ukinitve kranjskega gledališča, ki je sledila leta 1957, ko je kranjsko gledališče postalo polprofesionalno. Ali to res sovpada, ne, težko reči, ampak je nenavadno pravzaprav, da glavni partijski ideolog pravzaprav zavrne Gorkega, ki je emblematičen primer socialističnega realizma. Naslednje uprizoritve sta dve, ki jih povezuje skupni režiser. To je Jože Babič. Najprej režiral Na dnu leta 1966 v Trstu, leta 1972 pa kasneje v Mariboru. In v tej tržaški uprizoritvi pa pravi v gledališkem listu razlaga pravzaprav, kakšna je njegova intenca. In sicer pravi, aktualizirali bomo Na dnu preko vprašanja svobode posameznika. Te misli vas spremljajo tudi pri večini sodobnih avtorjev. Lahko bi omenili Sartra, Betija, Pirandela in še marsikoga, da tudi Cankarja, zapiše Babič. Torej, aktualizacijo išče preko tedaj pravzaprav zelo aktualnih tem, ki jih odpira eksistencialistična filozofija. Premiera v Trstu je bila 13. oktobra 1966 in ta je veljala za velik praznik in dokaz kvalitete tržaškega ansambla. Prva kritika v Primorskem dnevniku je imela pomenljiv podnaslov Izdelane kreacije in harmonično ubrana predstava v režiji Jožeta Babiča. Bogata in domiselna scena Nika Matula. Tukaj vidimo maketo te scene in potem tudi njeno realizacijo. Razplasten oder, tukaj ta prostor pri Kostiljovu, ki pritiska dol, ki je majhen in seveda potem eksterjer, ki ga vidimo na zgornjem nivoju. Kritik, ki se je podpisal z JK, je predstavo ocenil kot odlično. Poudarja sodobnost postavitve, v kateri kljub ruskemu miljeju čutimo prisotnost današnjosti, ker problem je vedno isti in bo vedno isti, dokler bo človek z vsemi svojimi lastnostmi in krepenenji. Posebej je omenil Radka Poliča, ki je takrat kot absolvent igre nastopil v Trstu in je zapisal v vlogi Vaska Pepela, zapisal je kritik, svojo igro je izpričal neobičajne igralske kvalitete in močan ustvarjalni potencial. Nekaj dni kasneje je tudi v Delu izšla kritika oziroma poročilo Draga Košmrlja, takratnega delovega tržaškega dopisnika, ki je ponovil, da je uspel Babič aktualizirati Gorkega, oziroma njegovo osrednjo poanto, ki je vprašanje posameznikove svobode in ravno tako pohvalil Radka Poliča in Pavla Vajca, ki sta oba pokazala veliko sposobnost vživetja v homogenost ansambla. V celoti torej uspešna postavitev, ki išče že aktualizacijo oziroma odmik od te ideologije v neko splošno problematiko svobode posameznika. 6 let kasneje, leta 1972, Jože Babič režira ta isti tekst, tukaj smo še pri Tržaški, režira ta tekst v SNG Maribor. Tokrat
jo pa skuša še nadalje aktualizirati in na vprašanje, kako se loteva drame Na dnu po 6 letih, odgovarja: naša sedanja postavitev Gorkega želi postati čistejša. Gledališko je razrešena vseh naturalističnih znakov. Taka uprizoritev se mi zdi bližja sodobnemu pojmovanju gledališča. Mariborski ansambel je tej drami zrel in izrazno bogat. Tokrat pa Babiču to ni šlo preveč v drog. Skušal je v bistvu narediti nekakšno moderno dramo v nekem Beckettovskem stilu oziroma v neki Becketovski atmosferi, kar pa mu po mnenju kritikov ni uspelo. Lojze Smazek v Večeru zapiše, da uprizoritev ni premostila časovnega prepada med Gorkijevim časom in njegovo problematiko ter zahtevami današnjih dni. Pravi, da so nekateri prizori delovali naravnost Beckettovsko, vendar je šel tak koncept proti Gorkijevemu besedilu, ki je seveda izrazito realističen. Zaradi tega so se mu zdele tudi igralske kreacije v celoti neuspešne. Sprav, ker so nekako nihale med neko tragiko, med nekim človekoljubnom, kar se mu je zdelo banalno. Edina stvar, ki jo pohvali, je scenografija Svete Jovanoviča, ki je postavil 2 približajoči se sivi ploskvi na stropu in na tleh, ki puščata v sredini le čisto mehno režo upanja, s čimer je scena demonstrirala človekovo ujetost, stisnjenost. Podobnega mnenja je bil Vasja Predan, in to njegova kritika v delu, kjer pod naslovom Oblikovalna neskladja piše, da Babič ni uspel vzpostaviti nekega sodobnega problemskega razmerja. Prav, posebno rusko razpoloženje človeških stisk je razgrajeno, ritmi pešajoči, dinamika popustljiva, namesto intenzivne problemsko sodobno izostrene kreacije, utrudljivo razvlečena informacija. Med igralci sicer pohvalil vse, posebej pa Mileno Muhič kot Vasiliso in Arnolda Tovornika kot Luko. Na koncu pa tudi on izpostavil uspelo scenografijo Svete Jovanoviča. Torej, v celoti neka uprizoritev, za katero se zdi, da je pokazala, da je Gorki dosegel, oziroma da je Gorki na Slovenskem prišel v neko situacijo, ko je bil modernizem že toliko prisoten, da ni več uspel najti stika z občinstvom, saj ne v takem načinu aktualizacije, kot si ga je zamislil Babič. No, zdaj smo seveda že v 70-ih letih, ko pa je bila uprizorjena tudi drama Otroci sonca. Leta 1975 jo je prizoril slovenski režiser Stevo Žigon, ki je sicer deloval v Beogradu. Prizorjena je bila 30. oktobra 1975 in je edina uprizoritev tega besedila Maksima Gorkega doslej pri nas. Zdaj sledi druga. Kljub uspešnim igralskim dosežkom pa uprizoritev ni pustila večjega vtisa. France Vrurnik v Dnevniku najprej analizira dvojnost besedila. Prav, da v prvem delu je to močno čehovljanska drama, torej z neko melanholično, morečo atmosfero. V drugem delu pa načenja napoved revolucije. In tako je bila tudi prav uprizoritev v prvem delu bolj čehovljanska, v drugem pa je nastopil, kot prav sam, manj prepričljiv Gorki z nič kaj vznemirljivimi ljubezenskimi razpleti in režiser s premikajočimi se omarami, to bomo še razložili, zakaj gre, ki jim je bil že v prvem delu dodeljen nekakšen simbolični pomen. Ta simbol se nikakor ni ujel s preprostim koncem z napovedi oktobrske revolucije. Vrniku so bili všeč najbolj igralci, še posebej grenki humor Čepurna, ki ga je igral takrat Jurij Soček. Ja, to je zdaj cela zasedba. Torej, Stevo Žigon ni bil le režiser, ampak je bil tudi scenograf te uprizoritve in je po celotnem odru razpostavil črne meščanske stare omare in igralci igrajo med, pred in za njimi, na koncu pa uprizorijo še pravi pravcati potres. Lojze Smazek v Večeru opiše ta potres takole. V dvorani je zatulilo iz zvočnikov. Omare pa so začele poplesavati na odru sem ter tja, mize so se rušile, lestenci nihali, dokler se ni pred rampo izoblikovala fronta meščanskih omar, ki jo je prebila samo Liza.
Se pravi, te omare, ki skušajo pravzaprav napovedati neko spremembo, revolucijo, konc sveta in rojstvo nečesa novega. Med igralci Lojze Smazek izpostavil posebej Borisa Juha kot Protasova, ki smo ga že videli, in pa Ivo Zupančič kot Melanijo. Povsem drugače pa je ocenil uprizoritev Jože Javoršek v delu. On je bil pa čisto navdušen nad njo, delovala mu je mirno in jo primerja z esejem kot obliko umetnostne meditacije, zapiše. Ki jo zaznamuje osrednja ideja besedila, ki jo vidi v sporu med intelektualci in izkoriščenimi sloji družbe. Posebej izpostavi scenografijo, ki pravi, da je bistven element uprizoritve, ter igralske stvaritve. Posebej Borisa Juha, za kjer ga zapiše, da je Juhova stvaritev presegla gola igralska sredstva ter se dviga že v območja resnične umetnosti. Torej, Javoršku veljajo Otroci sonca za zelo uspešno uprizoritev, ki preoprašuje aktualno vprašanje družbene vloge izobražencev, intelektualcev in uspela siceršnje pomanjkljivosti besedila uspešno zapolniti s scenografskimi rešitvami, torej s temi omarami in igralskimi dosežki. Zadnje mnenje o prejšnji uprizoritvi je zapisal Andrej Inkret in ga je objavila revija ITD. V njem je bil Inkret povsem neposreden. Kritiko je naslovil kar povprečje. Pritrjuje torej prvim dvem kritikam Smazka in Vurnika ter njuna pogleda še zaostri. Besedilo mu je skrajno problematično, saj kot pravi prevladuje erotična in ljubezenska tema z različnimi banalnimi zapleti. Ljubljanska postavitev se mu zdi protislovna, nihajoča med skrajnostmi, pri čemer je delovala kot zbirka solističnih igralskih partij, brez jasnejše zamisli v kontekstu. Razlog pa vidi v tem, da so razmerja med akterji niso jasno izdela in niso znala na nek način združiti lirizma z grotesko, tragično skomično. Zdaj pravi, oceni celotno uprizoritev na ta način. Bila je suhoparna in konvencionalna predstava. In bila je odrska produkcija, ki je z vrsto drobnih režijskih intervencij prej težila v preprosto burko in karikaturo, kot v jasno izdiferencirano, drhtljivo teatralno podobo stisnenih in nesrečnih, nemirnih in razdvojenih ljudi. In podobno mnenje je imel tudi Janko Kos, ki je v sodobnosti analiziral celotno sezono leta 75-76 in se je spraševal, ali je realizem, naturalizem sploh še smer, ki lahko nagovarja sodobno občinstvo. Njegova ocena je nekako bila, da pravzaprav ne, da je realizem, naturalizem nek ostank preteklosti, ki ga lahko seveda razumemo kot neko informacijo, do katerega lahko racionalno pristopamo, ki pa ne more se reči čustveno dotakniti publike v 70-ih letih, ki je na nek način doživela ta premik z modernizmom, s performansom, z vsem, kar se je v 60-ih in 70-ih dogaja. Zadnja uprizoritev Drame na dnu je na nek način seveda spet specifična, namreč zgodila se je izven institucije leta 2001. Po tej je sledila samo še ena postavitev na AGRFT kot študijska postavitev drugega letnika v letu 2005, ki pa tudi ni imela večjega odmeva. Bolj zanimiva je pravzaprav ta uprizoritev kot študija gledališča, ki se je zgodila 28. februarja 2001. Režiral pa je mariborski umetnik Peter Boštjančič, produciral kot študijo gledališča. Zgodba se je začela v gledališkem studiu, gledališki šoli, ki je ustanovil Vili Ravnjak, tedaj vodja SNG Maribor, in je delovala v sezonah 1997, 1998 in 1999. V tej zadnji sezoni so uprizorili Sofoklejevo Antigono v režiji Petra Boštjančiča in je bila ta uprizoritev uvrščena tudi na program Borštnikovega srečanja. Takrat so se začele pojavljati težave, ljubosumje
v teatru in je gledališki studio zamrl. Ampak člani gledališkega studia so se takrat zbrali in ustanovili svoje umetniško društvo in nadaljevali z delom. Pavel Ocepek, ki je bil tudi član tega društva, se zdaj spominja. Ker je v mestu vladala vse splošna apatija, predvsem kulturna, Maribor je v družbenem pogledu stagniral, prav tako gledališče, socialne stiske so bile v mestu res velike, vse splošno nezadovoljstvo tudi, se je Peter odločil, da za prvo produkcijo, predstavo, izberemo tekst Maksima Gorkega in njegovo dramsko besedilo Na dnu. Menil je, ob tem, da je bil zelo velik fan Gorkega in naturalizma ter poglobljene dramske igre po Stanislavskem, da je besedilo zelo živo, aktualno in da lahko z njim mesto Maribor tudi nekaj sporoči. Predvsem pa ga je zanimalo angažirano gledališče. Ob tem je sledil še enemu cilju. Želel je odpraviti krivico, ki se je zgodila mnogim vrhunskim mariborskim igralcem, ki so pozabljeni od Boga in mesta ždeli v pokoju. Želel jih je ponovno aktivirati, zvabiti na odrske deske. Milena Muhič, Rado Pavalec, Ivo Leskovec, Anica Sivec. In ravno to mu je omogočilo to besedilo, saj gre za številčno zasedbo. Se pravi, igrali so upokojeni igralci mariborske drame, takrat zaposleni v mariborski drami in cela kopica študentov, ki so bili prej člani gledališkega studija. Prizoritev je sledila realistično-naturalistični zasnovi teksta in njegovi marksistični ideji in po besedah Pavla Ocepka je bila izredno uspešna. Igrali so v Narodnem domu, v nekih kletnih prostorih, ki so jih ta namen pravzaprav šele spremenili v gledališko dvorano. Imeli so 12 ponovitev in vseh 12 ponovitev je bilo razprodanih. Boštjančič je na predstavitvi te prizoritve povedal, da je njihovo gledališče izrazito obrnjeno v človeka in njegove odnose. Preko Gorkijeva besedila pa skušajo igralci razumeti svoj odnos do družbe in samih sebe. O tej prizoritvi obstaja samo ena kritika in to je kritika Petre Vidali v Večeru. Po njenih besedah je bila rahlo prisiljena, da jo napiše, ker je Peter Boštjančič težil v uredniku. Ampak gre za to, kaj je pravzaprav v sami stvari opazila. Se pravi, prva stvar, poudarila je ambient prostora. Pravi, noben ortonaturalističen scenograf ne bi mogel poustvariti etičnega vzdušja beznice kot je to uspelo naravnemu okolju kleti. Šlo je za neko klet v Narodnem domu, ki so oni spraznali in pravzaprav spremenili v gledališko dvorano, tako da je ta ujetost, ta stisnenost dejansko bila zelo, zelo jasna. Manj navdušena je bila pa nad mešanjem profesionalnih in amaterskih igralcev, zato ker je to vodilo k neizenačenosti igre. Kljub temu pa prav, da mestoma patetična igra amaterskih igralcev, da se pokrije z idejo mladostnega preobraževanja mladih likov. V celoti prizoritev oceni kot nedodelana, kar je Pavel Ocepek rahlo zamer še danes. Ampak njen zagovor pravi, da je bila takrat mlada in ne presiljena. Ok, skratka, Gorkijeva drama Na dnu je tisto, oziroma Gorkijeva drama Na dnu in Otroci sonca in Gorki pravzaprav na slovenskih odrih je nek avtor, ki ga Slovenci ves čas doživljamo z neko dvojnostjo. Po eni strani ga imamo seveda za tega avtorja revolucije, ki pa hkrati se nam zdi, da je ravno zaradi teh ljubezenskih zapletov, te melodramatičnosti, ki je seveda na nek način dedinja realizma, naturalizma ali pa celo nekih bulvark, recimo, imamo en tak ambivalenten odnos do njega. Ne? Po eni strani ga seveda zelo cenimo in smo pripričani, da je to super dramatika, predvsem v prvih povojnih letih in v 60-ih. Po drugi strani pa se zdi, da uprizoritve pravzaprav ne vejo, kaj bi naredile zdaj s temi zapleti, da bi delovali prepričljivo, kako bi pravzaprav to dramo aktualizirali. Zdi se, da pravzaprav še najbolj deluje v tistih primerih, ko se poklop z neko res
težko družbeno situacijo z preupraševanjem družbenih razmerij, z morda nekakšnim revolucionarnim duhom. Podobno pravzaprav se je zgodilo Otrokom sonca, ki so ravno tako drama, ki ima to izrazito dvojnost. Kako se bo zdaj aktualizacija lotila nova postavitev Otrok sonca, ki bomo videli v kratkem v drami, bomo videli in na nek način bomo seveda lahko s tem tudi presodili, ali je naš čas pravzaprav dovolj grozen, kako bi rekel, dovolj revolucionaren, dovolj pravzaprav željan nekih družbenih sprememb, da bo začutil ta duh gorkega in da bo gorkega v 50 letih morda spremljal. Hvala. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste prišli. Če so kakšne vprašanja, seveda z veseljem, če ne pa vabim naslednjo soboto, je premiera oziroma po premieri seveda na ponovitve. Jaz bom naš povedal. Razen, da je zelo prepričljivo. Ne, absolutno. In aktualno. Mislim, da vsi, ki ste zdaj poslušali, to presenečenje nad izhoditvijo. Na tem, kaj se je. Tako. Ker ste videli, tudi iz fotk, pravzaprav so te zelo klasične, kar smo do zdaj videli. To je bilo vse klasično, skušali so nekako tematsko to aktualizirati, ampak, evo. Jaz sem se razumela, nisem čisto dobro razumela. To je bilo na koncu. Tako, oni so igrali, se pravi, omare so bili glavni scenski element, kot nek simbol, ki ga seveda kritiki niso čisto dobro razumeli, zakaj je zdaj ta meščanstvo in tako. Je bilo pa jasno, ko je pa ta potres se zgodi, proti koncu, v zaključnem dejanju, pa se zdi, da je to napoved revolucije. Da zdaj začel se, tako saj piše Burnik, nek blazen zvok, omare se premikajo, loputajo z vrati in potem pride Liza, ki je na nek način je tista dramska oseba, ki išče smisel. Ona sicer ni revolucionarka, ampak vendarle ni toliko to znanost upeta, kot je to Protasa in ostali. To je čisti konc, Paul. Tako. Čisti konc je to, da ona progres postaja malo. Zgleda, da je tako glede na kritiko. Ja, ker drugače je konc relativno banalen v sami drami. Tako da, kot napoved, revolucija. Ker je Javoršku nekako zelo bilo to všeč, kar je razumljivo, on je pač zelo se ukvarjal s tem, kakšna je vloga intelektualca v družbi, kako se v bistvu povezati z ljudstvom. Ostalim pa pravzaprav, ko se je obral iz povsem tega gledališkega stališča, se je pa zdelo, da je stvar, da nima tempa, da ni jasno, kaj hoče povedati.